sestre, na današnjo 12. nedeljo med letom. V naši sredi prav lepo pozdravljam vas, gospod župan in soproga Barbara, tudi vas, gospod Butara. Prav lepo bomo skupaj obhajali to slovesno sveto mašo na današnji državni praznik. Z županom so ga v četrtek skupaj in gospod župan je predlagal, gospod župnik, fajn je imeti kakšno mašo za našo domovino. In res je, mi moramo za našo domovino moliti. To je naša dolžnost. Sploh pa v tako velikem prazniku, ko obhajamo pravzaprav popis listine o samostojnosti, da bili čim bolj enotni, da bi skrb držali neodvisni, to, da imamo tako lep košček zemlje in da govorimo slovenski jezik in da lahko v svobodi izražimo svojo vero. To je milost, velik dan, ki se lahko primerja z mnogimi drugimi državami, ki so na zemljevidu večje, a po srcu smo močnejši. Začnimo to sveto daritev. Obžalujmo, kar bilo narobe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah, dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili ste nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
svojem Sinu, ki s teboj v občistvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo je iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: že slišim šušljanje mnogih, groza vsakog. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preži, da se spotaknejo. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj, kakor sile mina. Zato se bodo moji preganjalcem potekli in ne bodo zmagali. Zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelca. To je Božja beseda. Bogu hvala. in to po milosti enega človeka.
Jezusa Kristusa. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas rekel Jezus svojim apostolom: Ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, ozdanite na strehah. Ne bojte se tisti, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklu. Ali ne prodajajo 2 vrabcev za en novčič? In vendar noben od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej, vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesi. Kdor pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesi. To je Kristusov evangelij. Spoštovani navzoči, spoštovani gospod župan, dr. Peter Verlič, spoštovani dragi animatorji. Današnja nedela, 12. med letom, je kar lepo povezana tudi z današnjim državnim praznikom. V današnjem evangeliju je kar nekajkrat beseda ne boj se. In v Svetem pismu naj bi se besedna zvezda ne boj se ponovila kar 365-krat. Tako pravijo Vsevedi, za vsak dan en ne boj se. Zjutraj začni, ne boj se, v Božjih rokah si. Zjutraj začni dan, ne boj se, Bog te varuje, te ima rad za njegovih rokah. Ne boj se. Čeprav Jezus v današnjem evangeliju poudari 2 strahova. Zdaj, ne boj se, po drugi strani, boj se pa Boga. Boj se, stran Božji in beži pred temo, beži pred grehom. Ne boj se pa tistega, kar lahko umori telo, duše pa ne more umoriti. 2 različna strahova. Kaj je strah? Strah je nekaj, ko človeka zabremza. Poznamo strah pred grehom, poznamo strah pred temo. Se spomnim, da sem šel dol v Ribenco, nekaj sem v avtu, nekaj rihtu, in je tam en mehanik, lepa garaža, not, strašen lep, močen, športen motor. Vse, ko se kaj peljate, rekel, že 10 let ne. Kako pa to? Rekel, ne bojim se več nobenega ovinka, ne hitrosti. Ustrašil se za samega sebe. To je tudi zanimiv strah. Ne bojim se več hitrosti. In tole je zelo pomenljivo tudi za nas. Se mi zdi, da sodobni človek ne pozna več enega strahu za neko odgovornost.
nekega kaznovanja. Bog tukaj tudi ne kaznuje in ni ta strah. Gre pa za strah, ki je recimo strah, da z mojimi dejanji ne bi ogrozil ene stvari. Recimo mož in žena, da sta pozorna drug na drugega in ju je v najlepšem možnem smislu strah, da se ne bi izgubila drug pred drugim. Da sta v naročju drug drugega najbolj varna in če sta daleč stran drug od drugega, ju je strah, da bi se izgubila. Kristjan, ki ga je strah, da bi zaradi grehom zrušil odnos med samim seboj in Bogom. Strah, da bi svojim dejanjem, ko bi se oddaljil od Boga, zrušil prijateljstvo med Bogom, ki ga ljubi. Ta strah ni tisti strah iz grožnje, ni tisti strah, ko bi nekdo za tabo mahal s palco, ampak je pravzaprav strah pred neko odgovornostjo, spoštovanjem, oddanosti. Včeraj je predsednica države tako poudarjala strah pred naravo, da ohranjamo naravo, odgovornost, da jo ohranjamo za vse tiste, ki prihajajo za nam na ta svet, da ohranjamo lepo naravo. Nenazadnje je tukaj ena lepa odgovornost do naše domovine. Mi imamo tako lepo domovino in imamo odgovornost in spoštovanje do nje. Priznam, 10 let nazaj nisem nikoli to razmišljal o državi, ampak z leti pa v odnosu tudi do tega rastem. Spoznavam, kaj mi tudi država daje, spoznavam v življenju v državi in nekako se kot kristjan, kot duhovnik vključujem v družbeno življenje. In se mi zdi to prav, da je kristjan v svojem pogledu vključen v družbeno življenje. Ne s tem, kar bi, ne vem, s kritiziranjem, ampak tisto kot svoj prispevek. Kaj jaz kot kristjan lahko dam tej družbi? In kaj lahko kot kristjan dajem tej družbi? Življenje. Kristjani smo ljudstvo življenja. Mi govorimo o življenju, nenazadnje je Bog tisti, ki prinaša življenje. In pokažemo življenje, da živimo zares, da živimo odgovorno, da živimo zvesto, da živimo v odgovornosti do bližnjega, do Boga in do sebe. To je življenje, da z veseljem delamo, z veseljem ustvarjamo in da ni nam škoda darovati svoj čas za bližnjega. To so koraki, ki jih lahko kristjan daje tej državi. Druga stvar, kristjan lahko v družbi prinaša luč upanja. Če v družbi smo kristjani ljudje, ki prinašamo upanje. Nenazadnje mi se zanašamo na Boga, ki je naše upanje. Zato prinašamo tej družbi upanje Jezusa Kristusa. To je lahko naš prispevek, nihče nam ne bo tega ne branil, ne oporekal, prinašaj upanje. Kamarkoli prideš kot kristjan, v trgovino, v družbo, kjerkoli si, prinašaj upanje. Kristjan je nekdo, ki je ponosen. V današnjem nedeljskem odlomku ne boj se priznati Boga. Priznaj Boga. In kot ponosen kristjan, bodi ponosen Slovenc, ponosen zavedati se svojih korenin. Prešli smo marsikaj v vsej zgodovini in danes lahko res pokončno stojimo. Res smo lahko ponosni. In kot kristjani ponosni. To ne pomeni, da bi sovražil tistega, ki je drugačen, ampak ponosen na to, kar si. Ponosen na jezik, ponosen, da sem krščen, ponosen, da hodem za Kristusom, jaz ponosen, da sem duhovnik, ponosen, da sem lahko del te lepe domovine. Ponos, zdrav ponos, ki nekako neko samozavest v človeku vzbuja. Ponos, da se zavedaš svoje zgodovine in da vidiš cilj, ki je pred tamo. Vse tako lahko mi kot kristjani oblikujemo in prinašamo tej lepi družbi nekaj več. To, kar bodo animatorji v tem tednu, 220 otrok je prijavljenih na Grosupeljski oratorij, bodo tem otrokom prinašali vse to. Vero, upanje, ljubezen, luč, zgled enega mladega, vernega kristjana, prijateljstvo, ki je med njimi in ki se bo tudi prijateljstvo
zabatil z otroki. In kako lepo je pol čez počitnice, ko srečaš kakšnega tega udeleženca na oratoriju v trgovini in za tabo pije, ne vem, animator, Rebeka, pa zgolj zbaha in tako naprej. To je prijateljstvo. Vse to je tukaj v krožu pije. Zato vam res, dragi animatorji, hvala za to, kar ste se pripravljali, hvala za vaš trud. Zdaj imamo pa to, kar smo zdaj rasli v tem, imamo pa pred seboj, da to zdaj živimo. V tednu, ki je pred nami. Za konec, Bogu hvala za vse, kar prejemamo. Bojmo se greha. Ko sem že v prvi spovedi, mi je Franci Kaduns, grosopeljski rojak, napisal na tako podobso. Beži pred grehom, kakor pred strupeno kačo. Greh res tako dušo umori. Bežimo pred tem, ogibajmo se greha, ampak držimo se Boga in drug drugega. Tukaj je pa vedno Bog prisoten. Amen. Izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodnega Sina Božjega, ki je začetek rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil križan za nas, Poncem Pilatom je trpel in bil prav položen in tretji dan je od mrtvih stal, pričevanje pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel stari sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu bo konca in v svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in mejno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznava meni krst v odpuščanju grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. V skupnih prošnjah prosimo nebeškega Očeta. Za verne, ki so preganjeni ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca. Prosimo, da jo zasluži nas. Za vse, ki imajo vodstveno nalogo, da bi svoje delo vselej opravljali v povesti. Prosimo, da jo zasluži nas. Za kristjane, da bi ti služili iskrenim in zvestim srcem. Prosimo, da jo zasluži nas. Za posvečene, da bi na življenjski poti čutili ljubeče roko nebeškega Očeta. Prosimo, da jo zasluži nas. Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večjo domovino. Prosimo, da jo zasluži nas. Jezus Kristus, naš odrešenik, vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas v svoji dobrotljivosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
pomočnika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moraš biti v nas, kar ljubiš v sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prejeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim
z njegovo krvjo. Ona je nas popolni zaveča daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s predlažno devico Božjo Matere Marijo, njeni moža svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličenje. Udarjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana tu pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne bratje in sestre, pokojne Farane Grosuplja, Limoglava in Police, pokojni Janko Jamnik, Vahtove, Leopoldina Kastelic, Jože Skubic, Marija Švigar, Franc Glavič in vse, ki si iz tega sveta poklical v sebi. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občistvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naša rešenik nam določa in Božji nas uči, da smemo tako bolje moliti. Svojim apostolom si rekel, mir vam zapusti, svoj mir vam
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le beseda in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo, dobri Oče, okrepčaj pred nami si nas dragoceni samikarjo svojega Sina, kaj pri sveti iskrenosti znova in znova vajamo, naj zazmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu, po Kristusu našem Gospodu. Še oznanila za teden, ki je pred nami je 12. teden med letom. V soboto je začiščenje cerkev Dvorna Gatina, prva skupina Gatina Spodnje Blato in Pravpreče. Danes imamo ob 10. še življenje na Gatini, ker je včeraj praznik svetega Janeza Krstnika. Pred nami je oratorijski teden. Vsak dan bomo tukaj le z mladimi, da je omogočen tako lep oratorij, je poleg naših animatorjev, ki delajo to največjo težo, zadnje ogromno tudi enih dobrotnikov, ki so tako in drugače podprli ta projekt. Več o tem bomo potem drug teden tudi se zahvalil, tako javno. Vse ostalo občestvo, vas, pa če imate čez dan cajt, pa molimo za te naše otroke in animatorje. Mi pa podprimo z molitvijo. Tudi takole dopoldne, ki ste kaj prej, pa se tukaj usedete v cerkvi in v tišini molite za otroke, ki so na našem dvorišču. Če kdo bo molil za te naše učence, pa udeležence, če da ravno župnijsko občestvo. Tako da jih res podprimo, za mlade bomo moliti. Tako da, če v tebi šlo ljubno, sem gor se zapete v cerkvi, se usedete in molimo. Tako, no. Tako da, ko ste čutili tudi animatorji in udeleženci oratorija, eno tako močno duhovno podporo. Meni je moj stric zmeri govoril, molitveno vojsko si nabiral. V četrtek je praznik Petra in Pavla. Na ta dan sicer bi lahko ga dopolnil v 9. marca, ampak je lepo, ker bo z gospodom kapljanom v Ljubljanski stolnici na posvečenju. Če ima kdo čas, pa lahko tudi pride v Ljubljansko stolnico na posvečenje. Za naše škofije imamo enega novomašnika. Hvala Bogu sta en. Zvečer je pa življenje na Spodnji Slivnici. Vas povabim do četrtega še na nas, da nas duhovnik ne zmorite. To je pa to v nedeljo, imamo še življenje na Spodnji Slivnici v 10. Pri tej sveti maši bomo blagoslovili nova vrata, tudi nova vhodna vrata smo naredili in nova polkna, ki so golobi not prihajali, tako da zdaj ne mora več razumiti. In zdaj to bo zrihten fajn. Drugač pa bo kar nekaj počitniškega dogajanja čez poletje, pa vas tudi vabim k udeležbi. Prva taka stvar je sredi julija, 18. in 19. julij, pelje ministranti na Koroški pevski zborček v Bohan. Avtobus nas bo odložil na Pokluki, peš bomo šli čez Zajamnike do Ustovnice, na Ustovnici imamo mašo, polen dober kosil v Koč, planinski Koč, pa peš dol do Srednje vasi. To je kamot v enem delu, lušna poja, nobenega nevarnosti, široke poti in v Srednji vasi prespimo. Drug dan se lepo zbudimo, zajtrkujemo in gremo peš do jezera. To je 3,5 km. In v tem dom cerkvi Janeza Krstnika, v cerkvi Svetega Duha bomo imeli mašo, v hotelu Jezero gosilo, malo imamo okoli jezera in tam je 17 pot domov. To je tak lep otroški izlet, neč ni to udobno navaditi. Če bo fejsla poreme napovedan, bomo to povedano. Res pa vam trend tako in otroškega izborček, da gremo skupaj za 2 dni. Potem na Sveto Ano zvečer, 26. julija, ob 9. zvečer je vhod avtobusa v Medžimorje na festival Nadi. Noča možno Medžimorje, drug dan Križevc, molitev, priprava na spoved, sveta maša, slavljenje, Krunica, Roživec, prespimo v Medžimorju, drug dan 28. smo še v Medžimorju, enkrat zjutraj 29. pa pridemo domov v juliju. In tak čas je tudi v Medžimorju festival mladih, po ogromnem
jedvojno lepo doživetje, petje, slavljenje, dogajanje in vas res slaba mladina in mladi po srcu, da gremo skupaj. Tu so zelo vodno duhu in se splača. Pol, kdor želi, da lahko z mano na Triglav, 1. pa 2. avgusta na Triglav. Avtobus se sparkira na Pokluki, gremo peš pod tam čez pod Tostem, do Vodnikove konče, Malca, pol gor do Gredrce. To ni taka zelo lepa panoramska pot. To je strašno lep razgled. Na Gredrec prespimo, pol drug dan zgodaj zjutraj sončni vzhod lovimo na Triglavu, lepo dol, na Jajca še na Gredrec pojemo in počas dol proti Buhilu. Mogoče, če bomo dol s premoči, gremo do jezera, skočimo v vodo in avtobus nas odpere. 2 dni, vrhunsko. Pa še 21. avgust, letovanje v Splitu, do meni se pa še kadant je, da lahko peljem en avtobus otrok, čist zaston v Split na športne igre. In da se nekaj že prijavljam, ima pa še veliko prostora. In tisti, ki ste doma, gremo lahko skupaj v Split, malo bomo tam fuzbol, med dvema opnjama, pa tako naprej, zvečer maša, malo tudi lahko bo možnost vedeti, da tudi kaj zakopaj, da je to nekaj v morju. In bomo lahko se imeli. Tako da tudi to je za izkoristiti. Kar nekaj dogajanja, več v tem se lahko preberete v župlinskih ozdanjivih Mihajlovo pismo, tako da bomo lahko skupaj bili. Dobro, jaz vam želim en res blagoslovljen dan. Danes je velik praznik, tako crkven kot tudi državen. Čeprav meni so včasih državni prazniki skoraj malo lepši, ker za državen praznik sem tudi jaz prej. Crkvene praznike moram delati, ne, če je danes recimo kakšen tork, pa državen praznik, tako prej, ne, bi bilo svoje šlo, bilo za nekaj kolesi, tako pa skupaj praznujemo na takem način. Delom tam se bom boljše posilo. Za konec bi pa še skupaj zapeli slovensko himno in da nas vse skupaj vodi Marje Božji blagoslov. Blagoslov hvala vam, gospod župan in soproga Barbara, da sta prišla, da smo lahko skupaj molili za to našo lepo domovino. Veliko rajče in blagoslov. Pojedite in živite